Bila je skupaj s svojim možem ugrabljena iz njunega kibuca 7. oktobra med terorističnim pohodom Hamasa. Bila je v terorističnem ujetništvu v Gazi in bila izpuščena v novembrskem dogovoru o izpustitvi talcev več kot mesec dni kasneje. To je Rimon Buždab Kirš, ženska, ki je postala znana, ki se je dobesedno postavila po robu z zamaskiranim teroristom, ki so jo držali v ujetništvu. Fotografije tega trenutka so takrat postale viralne, kot simbol poguma in moči. Takrat je bila stara 36 let. Njen mož, Jagav, je bil umorjen v terorističnem ujetništvu. James prvič govori Rimon Buždab Kirš za elektronske medije v angleščini. In zato je privilegij pozdraviti Rimon Buždab Kirš, ki se nam zdaj pridružuje iz Avšaloma v Izraelu. Najlepša hvala. Zelo cenimo, da ste spregovorili z nami. In seveda, cela država se spominja tistega trenutka poguma in kljubovanja, ko ste tistega dne zlu pogledali v oči. A preden pridemo do tega, vrnite nas, prosim, k 7. oktobru, k vašim spominom, ko sta z Jagavom prvič razumela, kaj se dogaja. Najprej, preden pridem do 7. oktobra ob 6:29 zjutraj, samo želim. I just wanna se vam zahvaliti in priznati, da je to prvič, da imam intervju v živo. Brez ličil in urejenih las. Ampak imam zelo dobro prijateljico, ki mi tukaj drži roko. Tako da te lahko peljem nazaj ob 6:29 zjutraj, čeva dom. Mi smo 5 psov takrat, vseh 5 jih je steklo v spalnico, kjer sem bila. Zato jaz in Džigal nikoli nisva prišla do varne sobe. In sprva smo mislili, da so to običajne rakete, zato se običajno objamemo in čakamo v varni sobi. S 5 psi in 5 mačkami, ampak tokrat nismo želeli spustiti psov. Da bi ostale sami v spalnici, zato smo ostali z njimi, medtem ko smo obema družinama lagali, da smo v varni sobi. Vse je v redu in so zbolela nekaj minut zatem. Po vsem, kar se je začelo, po vsem tem čeva dom in raketah, sem pokukala skozi okno in videla, kar sem mislila, da sta 2 vojaka, ker sta bila oblečena v uniformo. Ja. In potem moj mož. Videl je, da so nosili AK-47 in RPG in je rekel: Ne, to niso vojaki torej. Skrivali smo se v spalnici, nismo imeli niti prostora pod posteljo, ker smo skrili pse in mačke, nekateri med njimi, jaz sem imela nož. In bila sem zelo zaposlena v trenutku, ko smo začeli slišati, kako rečem, v avtu. Strelno orožje okoli nas, znotraj kibuca. Moj instinkt je bil poklicati.
Ljudje, ki jih imam rada, povedati jim, da jih imam rada, streljajo name, obkrožena sem, povsod je dim, imam vas rada, oprostite. Skoraj vsem pomembnim ljudem sem uspela povedati z Bogom. Ne ravno z Bogom, ker tudi ko je bilo 25 teroristov Hamasa v moji hiši, nikoli se nisem ustavila in pomislila, da me ugrabljajo, da me bojo ubili. Sam pomislila sem, v redu, to je situacija. Instinktivno sem jaz, moj pokojni mož, je trpel za kompleksno posttravmatsko stresno motnjo. Služil je v Gazi. Torej, in je zelo občutljiv, nežen je, za razliko od mene. Tako da je bilo vse podrejeno temu, da ga zaščitim, da ostanemo skupaj. Skupaj smo ga uspeli odbiti. Prvi terorist, ki je prišel skozi okno. Ampak potem smo imeli lesena vrata in tam je bilo 25 teroristov, ki so pritiskali nanje. Zato sem mu samo rekla: "Jegav." Nehaj zaklepati vrata, spustila sem nož in rekla, da si ovijemo roke okoli drug drugega, ne spustite, ker sem imela občutek, da je to je. To trenutek, ko moramo biti skupaj. Tudi jaz in Jegav sva vedno načrtovali, da bova umrli skupaj. Tako da se je Jegav obrnil k meni, rekel mi je, da me ima rad in da mu je žal, ker je mislil, da naj jo bodo ubili. Namesto tega so razbili vrata in nam strgali majice. In nas poskušali ločiti. Oni tega niso mogli storiti. Tako so nas odvlekli ven, medtem ko smo bili skupaj kot eno in je bilo zelo težko odvleči. Tako je bilo potrebnih približno 5 ali 6 teroristov, da so nas odvlekli in naložili na golfski voziček na vrh trupel. In trupla Gaze, civilisti iz Gaze, ki so prišli ropat, da bi pomagali. Ležala sem na truplih, držala sem GEV in odpeljali so nas iz kibuca. Videli smo dim, ki je prihajal od vsepovsod. Vključno z našo sosesko, ki je bila središče vsega, ugrabitve, ugrabljeni, umori, vse. Ko so nas odpeljali iz kibuca, se spomnim, da sem pogledala na polje in videla veliko civilistov, ki so tekli proti meni. Sprva sem bila prepričana, da je bilo tako, da so Izraelci iz Neve Jehude prišli, da nas rešijo. In potem sem še enkrat pogledala in videla svoje in Jagevovo kolo, ki tehta približno 70 kilogramov, kako ga vlečejo v Gazo, in videla sem veliko teles na poti. Ampak držala sva se za roke, dokler nismo prišli do Gaze in bili spuščeni v tunele. Naše roke so ostale skupaj. Ti si utelešenje prave ljubezni.
Vidva pa sta pravi par, ki ostane skupaj, tako kot sta vidva ostala. In razumem, da sta se v terorističnih tunelih borila, da ostaneta skupaj in da sta se celo soočila iz oči v oči z utelešenjem zla. Jahja Sinvar, kakšen je bil ta občutek? Ja, pravzaprav dvakrat sem ga srečala. Pogovarjala sva se, ko sem ga srečala, nisem imela pojma, s kom govorim, samo zavedala sem se, da gre za nekoga zelo visoko v hierarhiji, ker so ostali teroristi in naši ugrabitelji. Preprosto so se omehčali, ko je bil on v bližini, in lahko rečem, da sva imela dva zelo zanimiva pogovora. Lahko tudi rečem, da ko mi je segel v roko, je držal svojo obljubo. Je držal svojo obljubo. Zelo ga je zanimalo, kako nam gre. Kako se obnašajo do nas. Priskrbel nam je zdravila, ki jih prej nismo imeli. Pomagal mi je, da sem 5-letni deklici omogočila tuširanje, ker je bila v slabem stanju. In kaj ti je točno obljubil? Obljubil mi je zdravila za vse na lokaciji, kjer so nas zadrževali. Ja. Prosila sem za zdravila za vse. Vedela sem, kaj vsi potrebujejo. Prosila sem za prho, celo vedro hladne vode. Vsakih nekaj dni. In prosila sem jih, naj obljubijo Sinvalu, da splaknejo stranišče, ki so jih uporabljali 7 ljudi in so jih splaknili enkrat na dan. In ne vem, kako dolgo je ta obljuba veljala, ker me ugrabitelji tam niso marali. Oni niso me prav nič marali. In kot si rekla, v zadnjih 3,5 tednih mojega ujetništva jaz in Jegal sva bila zaprta v izolaciji, v kletki. Brez sprejema. In mučili so naju. In vsaka 2 ali 3 dni prišli so do kletke, predlagali so, da naju ločijo, da bi bila jaz z drugimi ženskami in otroki in da bi bil Jagal z vsemi drugimi moškimi. In potem smo na avtobusu in rekli smo v arabščini Kulak vajez, kulak amam, kar pomeni vse v redu, vse je okej. Ostajamo tukaj, držimo se skupaj. In to je postalo nekako igra. Bili smo spodaj na našem delu, rekel je Majnunin, kar pomeni norci. Zato so za nas ustvarjali posebno vrsto pekla. To je nepredstavljiv pekel. Povejte nam, kako je bilo, ko so vam povedali, da boste vi izpuščeni, vaš mož pa bo moral ostati. Vem, da ste se borili za drugačen izid. In kmalu zatem je prišel neprecedenten, odločilen trenutek, ko ste se uprli prav tistim zamaskiranim teroristom Hamasa. Vidno ste jim odgovorili, ko so vas predali ekipi Rdečega križa v Gazi. Kako ste se počutili v tistem trenutku? Vaše moči si ni mogoče predstavljati. Povedala vam bom nekaj o sebi. Kar ste videli.
v tistem trenutku. To sem jaz. Takšna sem bila ves čas. Zato sem izgubila 16 zob, si zlomila roko in se zlomila. Imam 3 zlone na obrazu. In imam opekline in sledove od vrvi. Imam brazgotine od tukaj. Tudi po vseh nogah imam brazgotine, ker smo bili v kletki, bile so žuželke, bolj povsod po nas. En mesec se nismo mogli tuširati, nismo imeli toaletnega papirja. Preživeli smo psihološko mučenje, nato pa še fizično mučenje mene, medtem ko je Jegal bil zadržan in prisiljen gledati. In tudi mi, tudi jaz. Potrebovala sem nekaj mesecev, celo več, Da sem dojela, da sem bila spolno napadena, ko sem prišla v Gazo. Ker ko sem prišla v Gazo, so to storili. Zahtevali so, da se slečem za preiskavo. Čeprav sem nosila samo pajkice, brez modrčka in s strgano majico. in rekli so mi, naj se sklonim, in so me spolno napadli. In na srečo niso te slekli in bila sem. Osredotočena sem bila na cilj, na tem, da ga obdržim Ramon. na varnem. Si izraelska junakinja, ki zre zlu v obraz in ostaja kljubovalna. In vse se je vrtelo okoli tebe in Jakoba. Zelo cenimo, da si govorila z nami. Najlepša hvala, da si bila z nami. Hvala. Želim se zahvaliti tem neverjetnim ljudem, ki me obkrožajo iz vse Izraela, Združenih držav in od vsepovsod. Iz celega sveta. Prejemam toliko ljubezni in to zelo cenim. Hvala vam. Ramon, hvala, da ste bili z nami. Hvala. Ni za kaj.